Gospod Horvat, kako gledate na zapis poslanke Gibanja Svobode Line Grgurevič, ki je v komentarju rezultatov referenduma zapisala, da ste v Novi Sloveniji oproda SDS-a? Najprej želim povedati, da se je v nedeljo zgodila Slovenija, ki je mar za prihodnost. Poglejte, kaj lahko dosežemo, če se poveže civilna družba, stroka, v tem primeru zdravstvena stroka in politika. Namenoma poudarjam politiko na tretjem mestu. To, kar je kolegica Lena zapisala na omrežju X, ta prvi del še niti ni tako grozljiv, morda opazimo, da je tudi slaba slovenščina. Drugi del je bolj grozljiv, ki ga bom, če dovolite, prebral. In menim, pravi kolegica Lena, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašč razumevanja in toleriranja, ker ko je prepozno, 3 pike. To je pa grožnja. To je grožnja in to ne spada v nek parlamentarni dialog, to ni vredno neke poslanke in je pa to nekaj, je pa to simptom delovanja Golobove koalicije. Kaj pravite na to, da gospod Horvat ta zapis, ne predvsem ta del, da je skrajni čas, da leva sredina vrže plašč razumevanja in toleriranja, da je to grožnja? Jaz mislim, da gre za nek odziv na nefer igro, ki je se pokazala tekom referendumske kampanje, ampak mi v Gibanju Svoboda zagovarjamo spoštljiv dialog. Tudi v samo kampanjo smo stopili spoštljivo, nismo širili nekih zavajajočih sporočil in v bistvu nismo želeli iz te teme narediti neko ideološko politično temo. Te teme nismo sami predlagali, ampak je k nam s to temo prišla civilna družba s podpisi volivk in volivcev že lani in mi smo ravno to temo dali najprej na posvetovalni referendum, da izvemo, kakšno je mnenje ljudi. Na to pa smo pripravili seveda zakon. In meni je res žal, da so verjetno nekateri ljudje ostali doma, ker so bili zmedeni, ker se je v kampanjo vključila cerkev, čeprav ni bila prijavljena kot del kampanje. Širila se je tudi ta referendumski kompas strani zdravniške zbornice in verjamem, da je marsikdo bil tako zmeden in da je s tem uspelo opoziciji spolitizirati sicer zelo intimno osebno temo, ki ne bi smela to postati. Jaz mislim, da nam Novi Sloveniji nišče ne more očitati, da nismo vodili neke kulturne referendumske kampanje. Pravilno ste ugotovili, pobudnik tega referenduma je bila civilna iniciativa. To je dejstvo. Zdaj, večkrat slišimo, da se je vključila cerkev. Katera cerkev? Katera? Vključilo se je 7 verskih skupnosti. Lahko vsak sam prebere, katere so to bile, ki so podpisale eno zavezništvo pred referendumom. To so tiste verske skupnosti, ki jim je do svetosti življenja in tiste, ki pravzaprav zagovarjajo kulturo življenja, ne pa kulturo smrti. Je pa nekaj, ta zakon je definitivno izjemno slabo napisan. Zakaj? Kje se to tudi vidi? Vidi se potem, da je vlada bila takoj po vložitvi zakona januarja letos obveščena, to je standardna procedura, in vlada vse do zaključka parlamentarne procedure se ni na ta zakon odzvala. Se pravi, vlada si je na nek način pilatovsko oprala roke, ker je gotovo ugotovila skupaj s svojimi strokovnimi službami, da je zakon porazno slab. In ja, zmagala je tiha večina v nedeljo, tisti, ki so bili zasmehovani, tisti, ki so poraženi, delovni, tisti, ki se v tej državi ne počutijo varne in tako naprej. Jaz menim, da so glavni poraženci tisti, ki bi pa si želeli imeti pravico do dostojne smrti, ne nujno zato, ker bi jo nekoč dejansko uporabili, ampak samo zato, da bi jih pomirilo, da imajo to možnost. In ne drži, da je bil zakon slab. Jaz mislim, da je bila mogoče ključna težava v tem, da smo želeli vključiti stroko, zdravniško stroko kot varovalko. Jaz menim, da zdravnik je neka avtoriteta, ki ji bolnik najbolj zaupa in ki je tudi
tudi tista varovalka, da ne bi prihajalo do zlorab, zato smo jih tudi želeli vključiti v ta postopek. Na koncu so se pač nekateri zdravniki javno opredelili proti, čeprav so bili tudi upokojeni nevrologi odkrito za podporo zakonu in mislim, da na koncu se sploh več nismo dejansko pogovarjali o vsebini zakona, ampak je se tema žal tudi zato, ker je čas pred volitvami izpridela v nek ideološki, politični, nepotreben boj. No in če gremo naprej, omenili ste čas pred volitvami. Gospod Horvat, vi še vedno menite, da bi moral predsednik vlade Golob zaradi izida referenduma odstopiti z mesta predsednika vlade, glede na to, da je do volitev samo še 4 mesece in v resnici to ni dolgo obdobje? Absolutno. V zadnjem letu ali pa bolj točno v zadnjih 7 mesecih je dr. Robert Golob dobil 3 zelo pomembna sporočila. 3-krat se mu je v tem času, v teh 7 mesecih zgodilo ljudstvo. Prvič je šlo za referendum o kulturniških penzijah, drugič zgodilo se mu je ljudstvo v Novem mestu, to ni bil predvolilni shod, to je bil krik na pomoč, ker ljudje niso varni tudi niso danes. In ljudstvo se mu je zgodilo tudi na nedeljskem referendumu. Pameten predsednik vlade odstopi, ne pa da ti njegovi odzivi so pravzaprav iz dneva v dan bolj arogantni in jaz verjamem, da ljudstvo arogantne oblasti na volitvah ne bo nagradilo. Kaj pravite na te argumente? Jaz menim, da je rezultat tega zadnjega referenduma v bistvu dokaz, da v Sloveniji kljub temu, da nam govorijo, da imamo neko avtokratsko vlado Roberta Goloba, še vedno vlada ljudstvo, ki ima vso možnost, da vsake zakone preopraša na zakonodajnem referendumu. Mi rezultat spoštujemo. Naj pa omenim, da smo v bistvu sprejeli izjemno pomembne zakone, ki niso padli na referendumu. Zakon o neodvisni RTV, zakon o dolgotrajni oskrbi. Sprejeli smo pokojninsko reformo, pa nasprotnikom ni uspelo zbrati dovolj podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Sprejeli smo plačno reformo, ločili javno zdravstvo od zasebnega in še številne druge spremembe in nobeni tej strukturni, pomembni spremembi ni ljudstvo nasprotovalo. In kot rečeno, jaz mislim, da je dobro za vsako demokratično družbo, da imamo te demokratične procese, ki so tudi zakonodajni referendumi. Sicer pa izid je bil res tesen, ne moremo govoriti, da je bilo izjemno več ljudi proti in verjamem, da je tudi ta agresivna antikampanja vplivala na odločitev ljudi in da bi bila morda ta odločitev ljudi drugačna, če bi se znali kot zrela družba pogovarjati o resnih, intimnih, moralnih temah. Glejte, jaz nisem videl prav nobene agresivne volilne kampanje. Ne vem, kakšno ste vi vodili v vašem volilnem okraju, ampak niste bili ravno uspešni. V vašem volilnem okraju Ljutomer so bili rezultati slabši kot na državni ravni. Sem pa vesel, da pa v mojem volilnem okraju Lendava pa so bili rekordni. 62% volivcev, ki so prišli na volišče, je zakon zavrnilo. Moramo biti objektivni, moramo biti pošteni, da davkoplačevalcev, ki jim ta vlada privija praktično vsak mesec nove davke, povejmo, katere reforme ste uspeli narediti. Mi nismo nasprotovali pokojninski reformi, to je jasno. Ampak a deluje dolgotrajna oskrba? Ne deluje. A deluje zdravstvena reforma? Ne deluje. Zdaj boste z nekim interventnim zakonom poskušali to reformo reševati. Poglejte proračun. Danes ste dobili, oziroma vsi mi, Slovenija je dobila danes klofuto iz Brusla zaradi proračunskih dokumentov za leto 26. Kaj 26? Poglejmo 25. Na današnji dan imamo 1,5 milijarde minusa in investicije vam ne grejo. Investicije so realizirane na današnji dan samo 45%. 1 milijarda je realizirana v primerjavi z 2,2 milijarde načrtovano. Samo 35% denarja iz Evrope ste do včerajšnjega dne dobili. To je zelo slaba popotnica. In na tej ravni lahko rečem, da bomo mi, Nova Slovenija, na Prešernov rojstni dan 3. decembra predstavili naš gospodarski program, pogled, kakšna bi naj bila spodbudna davčna politika. Predstavili bomo program z eminentnimi gosti, ki ga Slovenija še ni videla. Kaj pa v Svobodi? Kaj nameravate do konca mandata še postoriti?
Najprej se moram vseeno odzvati na človeka, ki je sedel v vladi, ki je vladala z odloki in ni spoštovala ljudstva. Nisem sedel v vladi. Oziroma ste bili del tiste vlade, niste glasno nasprotovali vsem odločitvam, pustili ste javni dolg višji od 9 oziroma 8 milijard in potem kritizirate recimo naš proračun, čeprav smo zdaj dobili od 3 agencij, bonitetnih agencij, zvišano bonitetno oceno, ravno zato, ker ocenjujejo, da so sprejete strukturne reforme izboljšale fiskalno vzdržnost, stabilizirale javni dolg in zagotovile trdno gospodarsko rast. Tako da vsi podatki dejansko kažejo ravno nasprotno. Dolgotrajna oskrba je nov sistem, ki se vzpostavlja in jaz sem prepričana, da bodo decembra z 20 tisoč družin, ki imajo oskrbovance v domovih za starejše in bodo ti prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe dejansko razbremenjena za več kot po par 100 evrov. In vse te spremembe se bodo dejansko občutile in jaz verjamem, da jih bodo občutili, ljudje prepoznali in da bodo na koncu na rednih parlamentarnih volitvah povedali, kateri stranki zaupajo vlado in katero stranko menijo, da je pač primerna, da še naprej vodi državo. Ja, tokrat gospod Golob ne bo šel, oziroma Svoboda ne bo šla z novim obrazom na volitve, tako vsaj si predstavljam. Tokrat bodo volivci zelo dobro poznali modus operandi oziroma vladanje dr. Roberta Goloba in mi smo veliko z ljudmi, hodimo po terenu, družimo se s kmeti, z gospodarstveniki in tako naprej in vsi pravijo, da take vlade Slovenija en mandat še ne bo preživela. Bodimo tukaj na jasnem in poglejte, v tem mandatu ste sprejeli zakone, ki gospodarstvo in državljane obremenjujejo do leta 2008 z dodatnimi 7 milijardami in pol. Kaj smo s tem naredili? Še repliko in končamo. No, hkrati imamo pa tudi skoraj 7 milijard letnega dobička strani gospodarstva. Jaz mislim, da ljudje zaupajo vladi, ki ceni zaposlene in hkrati zna, kateremu delu gospodarstva je potrebno pomagati. Saj imamo subvencije na Ministrstvu za gospodarstvo, imamo subvencije na kmetijskem resorju in ni res, da ne moremo z drugimi sredstvi pomagati gospodarstvu. Ko pa je treba ceniti zaposlene, pa mislim, da si vsi zaslužijo božičnico. Že drugič je bil razveljavljen razpis Spirita kot pomoč gospodarstvu. Ne bo nič. Bomo videli, torej, kako se bo razpletlo na volitvah. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta. Hvala za povabilo.